Bodi to, kar si, ne to, kar okolica pričakuje od tebe. V oddaji Klepet ob kavi si to upamo. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o novem konceptu ne samo lepote, tudi zdravja. In še preden nadaljujemo ta pogovor, ki bo nadvse zanimiv tiste, ki imate v ustih skozi neke take, ali dlesen zateče, ali je parodontoza, ali so neke afte in tak naprej. Pozor, pozor, posluh, posluh. Ampak še predtem pa gremo na kožo, kajti ta kombinacija, o kateri bomo danes govorili, aktivnih kisikovih spojin skupaj s koloidnim srebrom, je namreč enostavno čudodelna. In zanimivo, pomagala je ravno ta kombinacija tudi Jakobu, ki se je pravzaprav zdravil tam čez lužo v Združenih državah. Ko sta se z mamico vrnila, pa so prišli tudi v oddajo Klepet ob kavi. Dajmo se spomniti. Na zdravljenju in na vseh teh operacijah v Ameriki pa ste zvedeli tudi za eno krasno stvar, ki jo jaz uporabljam za obraz in tudi mnogi v naši ekipi, Oxysilver, ki je krasna zadeva, aktivni kisik. In sem slišala, da je pomagal tudi Jakobu. Ja, res je. Pač mi smo vsak dan objavljali Jakobove slike, gor in videe in vse to, in Jakob je imel vnetje teh pinov, ki je imel za fiksater zunanji gor, in se mi je takrat javila Maja, ki mi je povedala za to stvar, in potem je bila res gospa Dominika zelo prijazna, so nam poslali v Ameriko paket za probo in dejansko se je že sem slikala in se je videlo razlika že po enem na nosu, v bistvu se je zaprla luknjica dolka, to je pač grozno izgledalo, ni bilo lepo na pogled. Mu je pomagalo ful, in smo res hvaležni gospe Dominiki, da nam je v bistvu dvakrat pošiljala, pa še zdaj mu mažemo brazgotine s tem in mu res pomaga. Tako, in gospa Dominika Tompa, ki je seveda za vsemi temi stvarmi, je danes tudi v naši družbi. Lepo pozdravljena, dobrodošla, lepo pozdravljena tudi draga gosta, ki boste tudi povedala za svoje izzive v vsakdanjem življenju, zdaj že skoraj pretekle, če tako gledamo. Dominika, vi ste farmacevtka in ugotovili ste, da ta kombinacija aktivnih kisikovih spojin in pa srebrovega koloida, da je to nekaj posebnega. Dejansko res. Čista substanca srebra in čista substanca zlata sta nekako ena izmed najbolj inertnih spojin tudi za našo telo. Se spomnimo že tudi, bom rekla, zlatih podlog za zobe, zelo malo je bilo kakršnekoli alergije, razen tega, da zlato je pač bilo premehko. Zdaj, malo je tudi tehnologije tukaj noter, koloidno srebro je v ionski obliki, kar pomeni, da ima na zunanji strani samo en naboj in da privlači, bom rekla, naboj poškodovane celice. Se pravi, da naš izdelek dlje časa ostane na sami površini, ali govorimo o ustni sluznici, ali govorimo o koži ali nohtih. Se pravi, je koloidno srebro tisto, ki v bistvu stabilizira izdelek in poveča njegovo aktivnost, da dlje časa ostane na predelu, ki je nekako spremenjen, poškodovan. Gospa Eli, ampak vi ste imeli izzive s parodontozo, ne? Ja. Ampak, ko ste slišali koloidno srebro, pa to so težke kovine, to ni za usta. Ne, pa sem se tudi po drugi strani pozanimala in prebrala marsikšne te stvari, pa še sama sem iz farmacevtske branže, tako da to medicinsko koloidno srebro je popolnoma varno, tako da mi ni bilo strah. Tukaj bi jaz nekaj dodala. Govorimo o ionskem srebru, ki se uporablja samo topikalno, se pravi na koži ali na nohtih. Raztopine, ki se uporabljajo v ustih ali v ustnih votlinah, ne vsebujejo ionskega srebra zaradi ravno percepcije medicine, tako da tukaj ni tiste polemike varnosti, nevarnosti, smo popolnoma na varni strani. Tako da ustne raztopine vsebujejo vsekakor aktivne kisikove spojine in pa zelišča, 3 ekstrakte zelišč, imenovanih pod zaščiteno znamko Actipone, ki je svetovni brand, bom rekla svetovna znamka, z ingredienti, ki gredo za uporabo v ustih. Gospod Aleš, jaz sem imela eno vnetje,
mislim, da nimam tlele dober neki, pa se mi je hrana noter, ne, pa nisem nitkala 2krat na dan in mi je, dlesen se napihnila, ne. No in pa sem na te trakce hodila pa tak naprej in sem tudi tole raztopinost mi prenesla, če je v redu, da uporabljam. Je v redu, dala mi je antibiotike, nič nisem rabila, dejansko sem vse sama zrihtala. Pa vi ste imeli pa afte, ne? Jaz sem pa afte, jaz sem pa 10 let nazaj nehal kaditi. Ok, bravo. Pojavile so se mi afte, razjede v ustih, zelo močne. A to po temu, ko sem nehal kaditi, ja. Zdaj, jaz sem šel na te preiskave, vse živo so rekli, da ne morejo nič pomagati, da to je zaenkrat še niso ugotovili, zakaj nastanejo te afte, ne. Poslali so me do lekarnarjev, vse produkte sem probal, nič ni pomagal, ne. Po naključju sem zvedel za to. Po naključju mi je ena lekarnarka povedala, jaz sem šel do gospe Dominike, mi je predstavila proizvod, mi ga je dala za probat, odlični rezultati. Pa to, ko imaš razjede, to ne moreš jesti dobro pa tako, ne? Seveda, to je težko govoriš, težko, mislim, bolijo, zelo so neprijetne zadeve to, ne. In meni je izredno pomagalo. Tako jo zaustavaš, ne, rast same afte, protibolečinsko deluje, prej so se skupaj zaceli, tako da krasna zadeva. Afta raste ali kako? Raste, ampak s tem produktom ga ustavim. A, res? Ja, in sem zelo zadovoljen, mislim, da pa sem probal vse živo. Meni verjemte, da sem šel tudi do raznih tehle zdravilcev, pa mi niso mogli noben nič pomagati. Dominika, midve se že dobro poznava, zato se tikava, drugače izjemno spoštovanje do tvojega dela, ampak bi lahko rekli, da je to naravna zadeva kot taka, da ni neke kemije kot tašne, ker stvar je zelo preprosta, ko bereš deklaracijo. Res je. Je ena stvar, ki je meni zelo moteče, ker imamo na deklaracijah napisanih, da gre vodikov peroksid. Vodikov peroksid je znan kot biocid, kot kemikalija. Mi to pridelujemo, izdelujemo te izdelke iz vodikovega peroksida in to je v bistvu eden od najbolj zahtevnih delov naše proizvodne faze, ker ga prečistimo, odstranimo vse težke kovine, odstranimo in zamenjamo vse konzervanse, stabilizator je food grade, se reče, da ga lahko piješ in to je ta bistvena razlika. Naredili smo v bistvu obliko oksidnih spojin, ki so najboljši približek bioloških oksidnih spojin, ki jih naše imunske celice proizvajajo. In razlika se vidi že v tem, da tudi, gledajte, če vi eno flaško tega le popijete, rečemo po moti ali kakorkoli, ne bo nič, razen da se vam pospeši prebava, lahko dobite diarejo. Medtem ko če vi popijete eno takšno flaško navadnega peroksida kot biocida, glih situacija ni identična, ne? Tako da jaz, kar se tiče bio-naravno, tukaj imamo veliko skepse, ker je zdaj vse bio in naravno. Jaz bi rekla, da to je najboljš, kar smo trenutno uspeli pripraviti, ki je čim bolj identično našemu telesu, se pravi aktivna kisikova spojina in zato so tudi rezultati takšni. Ker aktivni kisik, ki se sprosti ob stiku z površino kože ali ustne sluznice, sprosti ta aktivni kisik ogljikov singlet, ki ga celice spoznajo dejansko za svojega in ga spustijo v notranjost celice, kjer aktivira to oksigenacijo, regeneracijo celice, zato se rane celijo, zato se afte celijo, zato se tudi odstranjujejo vnetni parametri in vnetja, se tudi dlesen pri parodontozi spušča navzdol, tako da jaz mislim, da res so izdelki narejeni z namenom najboljšega za ljudi. In jih prvoščimo in si res želimo, da bi bili dostopni vsem ljudem, ki imajo problematiko. Je pa to novost na svetovnem merilu, ne? In to slovenska novost? Jaz bi rekla novost z znanjem iz tisočletja nazaj že. Naši predniki so to dobro poznali, veliko študij narejenih tudi za parenteralno uporabo oksidnih spojin, peroksida, se pravi ravno tako prečiščenega oziroma popolnoma brez kemikalij, ki se uporablja v žilo, v medicini in mi je dal izredno dobre rezultate. Potem je pa tukaj šlo malo v zaton, zato ker je formulacija izredno težko stabilizirati in to je v bistvu spet en korak, ki smo ga mi uspeli narediti s pomočjo enih strokovnjakov iz Amerike, ki so bili, bom rekla, eksperti v postavljanju študij za proizvode na osnovi aktivnih kisikovih spojin za ustno higieno in nam je to uspelo. Tako da je novost, ja. Dober, jaz sem imela tole dlesen in je bil prav, mislim, tukaj je bilo hudo, da mi je celo bezgavka se vnela ena, ne. Taka malo posebna varianta je bila. Zobozdravnica se je ustrašila takrat in potem sem direkt dajala gor D-vitamin, pa tole, s tem sem si, pa je bilo super, ne. Ampak parodontoza,
kar grozljiva stvar. Ja, grozen je zato, ker pri ščetkanju zob ponavadi vedno dlesni krvavijo. In jaz sem probala veliko preparatov, pa ni bilo dosti boljš. Potem mi je pa zobozdravnik v bistvu svetoval, da naj probam še Oroxid. In moram reči, da po parih dneh, da je to prenehal krvaveti. Uporabljam pa tale Oroxid senzitiv zaradi občutljivosti dlesni. In moram reči, ko se ščistam zobe, ko si še z Oroxidom, potem imaš tudi občutek tak, da v ustih, da imaš zobe čiste, gladke, pa v ustih tudi svežino. In od takrat naprej jaz nimam več problema. Meni nič več ne krvavijo dlesni. Pa se pol več lupčkate tudi? Tudi. Ne, ker jaz se ne morem lupčkati, če imam občutek, da nimam, ne? Siguren. Ampak zdaj pa to, če je sanirano in če ni več vneti, če ni več krvavi, da ne krvavijo dlesni, potem je to čist drugačen občutek, ne? Vi se niste kaj dosti lupčkali, ne? Takrat, ko ste imeli tele zadeve? Težko. To je trpel zakon. Tako je, srečno poročen. Pol je žena bila pa tudi navdušena. Tudi izredno pomagal, izredno zadovoljen. Tudi moram reči, da sem tudi parim priporočil to in so bili vsi zadovoljni. Tudi za parodontozo in mi smo šli takrat, ko je Dominika to prvič povedala, to je bilo eno sezono nazaj, v oddaji prvič, ko smo bili, smo potem šli nekam na izlet, pa zdaj se ne spomnim kam. Ampak vem, da so me vsi na temu izletu nadlegovali, povej mi, kako pa kaj, pa še takrat si pripravila ene par stekleničk in smo jih podarili takrat potnikom tudi in to so bili čist, a to res tukaj v redu, ne? Ja, res je, fajn je. Jaz imam zobno ščetko, ionsko, ki dejansko, tist fizika varianta, ki ne rabiš zobne paste in je res ne uporabljam, ampak dam si pa prej malo tekočine noter, in to mi je čist dost, in je zadnjič mojemu zmanjkalo zobne paste, pa on meni reče pa, čuj, pa kaj še nisi nič kupila? Ja, jaz ne uporabljam. Kozmetika, se pravi, to, kar nanašamo na kožo, recimo ta aktivni kisik, to je za zunaj, ampak to je pa zdaj, se pravi, za usta. Tako. Kaj, kot ustna voda varianta? Kam bi to umestili? Mi uvrščamo to kot ustna raztopina, zato ker nočemo enačiti z ustnimi vodami. Glejte, ustne vode so tisto, kar ljudje poznamo za svež zadah, za mentol okus in ustne vode v večini vsebujejo alkohol ali klorheksidin. In to so v bistvu zadeve, ki jih ne želimo uporabljati, zato ker ustno sluznico izsušujejo oziroma se tudi kumulirajo, nalagajo v ustni sluznici in so zato namenjeni le za kratek čas. Te Oroxid izdelki so zato ustne raztopine z aktivnim kisikom, ki so primerni za vse. Za mlade, za otroke, za odrasle, za vsakodnevno higieno, kakor za občasno, rečemo, populjenje zob ali pri vstavljanju implantantov, tudi pri vnetih dlesnih, pri kakšnih protezah. Tako da dejansko jaz ne vidim mesta, kjer ne bi uporabljal lahko. Nima pa nobenih stranskih efektov, nobenih neželenih učinkov, tako da je to razpade v 5 minutah. Nekaj sem pa opazila, kadar imam fejst umazane zobe oziroma v ustih in ko si pošpricam, bel rata. Ja, tanka je več bakterij. Mi imamo v ustih vsi veliko bakterij, normalnih, tudi glivic, in zato se priporoča, da mi najprej zobe normalno umijemo zobno pasto, zlasti pri ljudeh, naprimer, ki ima kakšne, bom rekla, težave z dihanjem, zato ker, če si tega ne naredimo, mi s tem zmanjšamo nivo bakterij. Izdelek aktivne kisikove spojine pa reagirajo z mikrobi, se pravi, več kot jih imamo, bolj intenzivno se sprošča kisik in se to pojavi v obliki penjenja, ki ga lahko vidimo. In zato mi rečemo, da najprej primarno umijemo zobe, na kar ustavimo, pač damo v usta 3 zamaške te tekočine ali pa posprejemo in zmanjšamo s tem intenzivno penjenja. Ampak kljub temu, pa tekočina se fokusira potem na predele, kjer je vnetje. Tam, kjer je vnetje, je lahko skrito izpod dlesni, ki ga ne vidimo, ampak tekočina pa to zazna, zato ker ona prodira v predel pod dlesni in se bo kumulirala, fokusirala na tisti predel, kjer je več bakterij, s katerimi ona interira. In zato lahko opazimo bel obroček. Zato rečemo, ko boste si umili zobe, si aplicirajte tekočino v usta in na kar, ko izpljunete, poglejte, če je kje na dlesni bel obroč.
To je zaradi intenzivnega prehajanja aktivnega kisika v dlesen. To ostane nekje od 5 do 10 minut, na kar zgine. Ampak za vas je to indikator, da je na tem mestu vnetje. Se pravi, lahko zobozdravniku poveš, tele nekaj se dogaja, tele se dogaja in pa, kako pa veš? Koliko časa pa to zadržiš? 30 sekund. Tekočino ali sprej, ki ga apliciraš v ustno votlino, zapreš usta in ga žvrkljamo, 30 sekund vsej. Če je namen tudi ta, da majčkem posvetlimo zobe, da se zdrave barve, zdravih zob, potem si jaz pomagam, jaz sem zelo rada, da si tudi poščetkam rahlo. Ni treba zdaj to intenzivno, kar je lahko boleče, čisto samo poščetkamo toliko, da prenesemo tekočino teh 30 sekund po zobeh, po dlesnih, da jo tudi hitrej čas mine in da pomagamo odstraniti zobne obloge, kave, čaja ali kamna. Ja, to bi definitivno rekla. Ampak kako je lahko zadeva fajn za afte, kakor je gospod Aleš povedal, kakor je gospa Eli povedala za parodontozo, jaz sem imela vnetje dlesni, kako je lahko ta zadeva tukaj univerzalna? Glejte, to je tisto, zakaj mi govorimo novi koncept zdravja in lepote. Je zadeva, ki je lahko za nego, za svetljenje zob, za zdravo ustno votlino, za tretiranje težav v ustni votlini, je za lepotni del kot za kozmetični oziroma za zdravilni del. In to je stvar, ki jaz mislim, da absolutno mora biti v novem trendu, v tem novem konceptu, da ne rabiš ti za vsako stvar novega izdelka. Afte eno pa ne pomaga, pa za herpes drugo pa ne pomaga. No, za kapitalizem je to dobrodošlo, ne? Ja, samo jaz mislim, da res s tem približamo zadevo, proizvod ljudem z namenom narediti maksimalno dobro, kolikor je lahko. Tako da jaz mislim, da to mora biti novi koncept in kozmetike in zdravila. Kar mi je všeč je to, da ni preveč agresivno, zaradi tega, ker jaz imam zelo občutljive brbončice, ker zdravo jem, čisto jem, nisem navajena nekih ojačevalcev. To, mislim, nisem občutila, a vas je pekel fejst? Ne. Tukaj je tudi smisel tega, da čutiš, da te zdrav. Čutiš, kako je gospa Dominika rekla, da mehurčki so, da se dogaja zadeva in potem, ko si to splahneš ven, čutiš eno olajšanje, ni bolečine, tako da izredno proizvod. Ampak zdaj pluneš ven, ne? Izpluneš, ja. Ja, pluneš ven, a potem še vodo, pa še z vodo greš enkrat čez? To je čisto individualno. Mi priporočamo, če je nemoteče, če ne rabiš ravno na hitrico teči v službo, v šolo, da se spusti preparat noter. Zato, da se do zadnjega tega iztroši aktivni kisik, da res ima čas delovati. Drugače pa minimum je tistih 30 sekund in če je moteče ali pa da se preveč peni, seveda, ga izpluneš, ga tudi splahneš, ne? Ni nič narobe. Odlično. Najlepša hvala za to, da ste povedali te svoje izzive. Mislim, o tem glih ne greš povedati kolegom na piru. Tako. Vi ste pa to zdaj celi Sloveniji povedali, mislim. Ampak boste pa tudi pomagali drugim s tem, ne? Absolutno. Jaz upam, da bom pomagal in da se bojo parjeli tega zdravila, ker mislim, ni zdravilo, ampak je pripomoček, orodje. Pripomoček, tako, da ne bojo lekarnarji skočili oziroma zdravniki. Tako. Najlepša hvala tudi vam, gospa Eli in Dominika, sploh tebi, res krasne stvari. In hvala lepa. Mi smo hvaležni, da lahko taka dobra orodja posredujemo tudi vam, kar ugotovimo novega in na koncu koncev še slovenskega. Poglejte si še kaj, sploh kar se kože tiče. Gospa Dominika je o tem govorila v prejšnji sezoni in to lahko najdete na YouTube kanalu. Zdaj pa kako do YouTube kanala, pa kaj je to? Greste na spletno stran klepetobkavi.si, kliknete glej oddajo in tam napišete Dominika Tompa ali pa koža in boste dejansko prišli do vseh teh posnetkov. Kajti tudi koža in tale kombinacija 1A. But it's just, as we know, it's very difficult to completely cut out our lives of technology. Technology is a very beneficial, part of our lives, but it needs to also come with precaution.